ste omenili rusko pa zahodnjaško način funkcioniranja, je sigurno, da smo Slovenci postavljeni vedno nekaj vmes, se pravi, nenehno se borimo med kolektivizmom pa med timskim načinom mišljenja, kar je popolno nasprotje. Kolektivizem je pravzaprav nekaj, kjer so ljudje skupaj zato, da so skupaj, kar pomeni, da se popolnoma obrambno odzovejo ne na to, da njihov tim ne bi nekaj dosegel, ampak na to, da bi njih nekdo ločil iz, se pravi, bolečina kolektivista je bolečina ločitve iz skupnosti. In zato se bo kolektivist vedno predvsem oziral na mnenje ljudi okoli sebe in ne bo nikoli zelo pozoren na to, kako njegova skupina dosega cilje. Ker bistvo za oblikovanje tima je individualizem. Torej, tim je vedno medsebojna pogodba individualistov, torej ljudi, ki so zaradi nečesa, kar lahko zdefinirajo skupaj in ki niso več skupaj, oziroma ki postavljajo pogoj, da ne bodo več zraven takrat, ko se njihov cilj, ki ga imajo, več ne uresničuje. In zaradi tega so timi neprimerno bolj učinkoviti kot pa kolektiv, ki ima krvno zavezo in torej ostane skupaj, ne glede na to, ali se njegovo delovanje tepe z principi posameznika ali pa ne. In Slovenci smo pač v tem umestnem prostoru težko ločimo med, velikrat ne znamo ločati med tem, kar nam prinaša kultura kolektivizma, kjer gre za nekega močnega vodjo, v katerem se ves kolektiv čustveno pooseblja. Se pravi, kolektivizem ima vodjo, ampak ne glede na uspehe tega vodje, ne glede na uspeh tima, je osnova privrženost tej vodi. To je kolektivizem, ne? Se pravi, ne živi svojega življenja, ampak živiš življenje nekega namišljenega kolektiva, ne? In vse to, kar beremo v teh komentarjih, člankov in to so pravzaprav dokumenti, do kje gre ta kolektivizem, ne? Ker se pravzaprav vsak članek, ki ima spodaj komentarje, se na koncu izkaže, da je vsaka tema pri nas nek ključni kamen v razmerju spopada med levico pa desnico. Vaška morala pravzaprav pomeni, da smo se pač sociološko navadili, pa psihološko, da je referenčni prostor naših odločitev relativno malo ljudi. Slaba posledica te vaške morale in vzdrževanja tega vaškega okolja je sigurno to, da v globaliziranem svetu, ko je normalno, da ima nek narod izkušnje, celo maurico izkušenj vseh mogočih veščin in spretnosti, da sami se pravzaprav nismo dovoljili, da bi te veščine, ki jih nimamo, uvozili. Etika je nemočna proti morali. Morala je tisto, kako se obnašamo. Se pravi, moralo imamo v trebuhu, imamo v svojem načinu obnašanja. Etika je pravzaprav pogodba. Etika je družbena pogodba, kjer nekatere stvari, ki se nam zdi, da bi jih bilo treba urediti, za posebno pogodbo damo. Zato imamo etiko v glavnem na tistih specifičnih področjih, kot so medicina, pa pravo, pa tam, kjer so poklicne situacije dosti drugačne od običajnih. Tisto, po čemer se obnašamo, je morala. Moralni stres doživimo, če nam občutek v trebuhu
ki združuje mnoge izkušnje, zavedne in nezavedne, napove, da bomo tepeni, če ne bomo se prav odločili. Se pravi, morala se oblikuje tako, da imajo zakoni neke posledice. Je pa res, da se za uveljavljanjem zakonov, takim, ki imajo potem posledice, če jih ne delaš, doseže, da je v prvi generaciji sicer boleče in za nevoljo, da se ljudje spoštujejo zakone, v naslednji generaciji pa postane to logično. Smo relativno mali, moramo vedeti, ne? In pri nas se je pač prosperirali v glavnem tako, da se je neka inovacija, neka franšiza dobila od zunaj in se pač pri nas prodajala, ne? In tudi politično smo pravzaprav več ali manj bili, so bile naše elite pravzaprav posredniki neke tuje politične volje nam, ne? Se pravi, veščin drugih kot tega posredništva imamo zelo malo. In to se potem vidi tudi v zmožnosti nekih samostojnih odločitev, ne? Najboljši smo, kadar se upiramo, ne? Se pravi, kadar imamo neko tujo referenco, ki nam ni všeč, zunanjega sovražnika, in takrat smo dobri, takrat se znamo zorganizirati, ker smo to vedno prakticirali. Ampak iti v neko akcijo, tega se pa nismo zelo veliko naučili. Veliko zaradi te zgodovine, ker so pač tisti ljudje, ko so bili bistrejši, so lahko prosperirali že na ta način, da so nekaj od tujega vzeli, pa pri nas prodali, ne? In enako te fenomen zamrznenih možganov smo pač doživeli, ko smo prišli v nov sistem. Zato bi bilo takrat seveda, če bi to vedeli, najbolj, da bi se usedeli v šolsko klop, pa pripeljali ljudi, ki so že bili v tem sistemu, pa bi nam oni počasi 3 leta razlagali, lastnina je to, zdaj v resnici je lastnina to, ne, res je lastnina to, ne, res je treba, je lastnina nekaj vredna, ne, res ni družbene lastnine, ne, res to, kar vidite, je državno podjetje. Če bi seveda lahko zavrteli film nazaj, bi si morali 3 leta ubijati v glavo, da bi sploh koordinate novega sistema prepoznali, ne? Zdaj, pravzaprav, po 20 letih smo blazno pametni, kaj bi treba narediti, pa kaj ne bi smeli predvsem narediti, tega je še več, ne?